Helen in Thomas Doherty, vitez plemeniti, ki ni hotel se boriti. Leo je bil prijazen vitez v besedah, mislih in dejanju. Ko so se drugi vitezi borili, je Leo sedel in se posvetil branju. Bil je prijazen do vseh bitij, še muhi ne bi storil kaj. Kočka in mama sta dejala, da vitezi se morajo boriti, ni prav razumel, zakaj. Nekega jutra sta mu rekla, da bi želela malce pokramljati. Z branjem, da ni nič narobe, a ne more venomer le brati. Prebrala sta oglas v svojem najljubšem časopisu. Zmaju je potrebna vzgoja, a Leo ni pritrdil vtisu. Neumnost, prav užival boš in dolgočasja ne bo več. In za slučaj, če zmaj bo divji, ne bodo odveč ti šlem in ščit in meč. Leo si je pripravil kruhke in cel kup knjig seveda. In potlej vzdihom osedlal je starega, zvestega konja Neda. Ni prišel prav daleč, sonce je vroče grelo tla, ko iznenada je strašljivo bitje planilo nanj izpod neba. Telo, kot da telo je leva, a krila orla ob straneh. Krilati lev, se je začudil Leo, ki bral o takih je stvareh. No, pridi, je zagolčal krilati lev. Pozivam te na boj. Raje ne, je rekel Leo. Ni prav, če bi bojeval se s teboj. Imam svoj ostri novi meč s seboj, moral bi te premagati. A kaj porečeš k zgodbi, polni slik, ki na njih si ti? Ja, prosim, je dejal krilati lev. Bil je kar malce domišljav. In Leo mu prebral je knjigo enkrat, dvakrat, pa spet bral in bral. Lahko jo obdržiš, je rekel Leo, vzpenjaje se na konja, ki je mulil travo. O, hvala ti, vzkliknil je krilati lev in sklonil plemenito glavo. Leo je jezdil ure dolgo, postajalo je vse bolj vroče. Ustavil se je, da imel bi piknik, kjer je prijazno šumotljal potoček. Kdo drzne si čez moj mostiček? Je zahrustal lačni trol. To sem samo jaz, je rekel Leo. Bi hotel z mano podeliti sendvič si na pol? Trol se je le zakrohotal. Ne, hvala, je zagodrnjal. Raj bom nahranil sebe in zdaj le pohrustal tebe. Toda Leo je dejal. Veš, moj oklep se prav težko prežveči. Tukaj imam prečudovito knjigo, če za hipec potrpiš, gotovo te osreči. Polna res je slastnih koz, glej, nej si celo ti. To se dobro sliši, trol odgovori pri priči in še vedno mu diši kozliči. Tako mu Leo zgodbo je prebral, z nekaj popravki, da povemo po resnici. Lahko jo obdržiš, je rekel Leo in znova se povzpel na Neda. O, hvala ti, zaklical je hvaležni trol, priklonil se spuščenega pogleda. Leo jezdil je naprej v dolgem vročem popoldnevu. Končno je prispel v mesto, prazno, kakor lunin mlaj v odsevu. Požgano listje na vejah dreves in trav in rož do zadnjega lišaja. In kamorkoli si pogledal, na ulicah vse polno kakcev zmaja. Za okni so se skrivali obrazi. Ne upamo si ven, ker nas je strah. Si prišel, da ukrotil bi zmaja? Naj sreča spremlja tvoj zamah.
Leo je zavil okrog vogala in trčil malo nenaravnost nos gromozanskega najzmaja, ki komaj kdo bi bil mu kos. Zmaj je privzdignil obrvi. Pa ne spet kak nadležen vitez. Ne skrbi, mu je rekel Leo. Nisem prišel, ker bil bi bojevitež. Tukaj imam prečudovito knjigo, v njej so zmaji, kot si ti. A če ne misliš te nesnage odstraniti, odvržem knjigo med smeti. Nikar ne stori tega, je zaklical zmaj. Počistil bom, tako in zdaj. A pri čiščenju sem res neroden. Bi ti pokazal mi, kako in kaj? In Leo je pokazal zmaju, kako se prav drži lopata, pospravlja in pometa prah. In drug za drugim so meščani izgubljali pred zmajem strah. Dobim zdaj svojo zgodbo, je na kolenih prosil zmaj. Kar 6-krat Leo mu prebral je knjigo. V streči zmaju. To zgodi se redko kdaj. Kar obdržijo, je rekel Leo. Znova se povzpel je Nedu v sedlo. Hvala ti, se zmaju milo je storilo, hvaležno se je priklonil za darilo. Ko Leo končno je prišel domov, bilo je hrupno praznovanje. Starša sta ga objemala tesno. Ponosna sva, vrnil si nama sanje. Zdaj Leo je junak, to starša morata priznati. In sploh ni treba več mu v boj. Pustijo ga v miru brati.